Kva je čuden. Kje je folk? Ni folka. Upam, da jih je dost na live streamu. Mi smo skupina Maniacs. Zdrav. Sanjal sem, kako sva blestela. Zbral sem svojo zadnjo moč v upanju, da me bo sprejela. Vprašal sem, če bi plesala in vedel, da ne boš hotela.
žal in ti si končno dognala. Takrat si videla mojo dlan, takrat mene si zaznala. Umrl bi za tvoj poljub, ti si okrog delila.
Hvala lepa. Hvala. Zdaj gremo pa še enega od naših kolegov, ki žal ne igrajo več. Enega od Prisluhnimo tišini. Daj me nazaj! Ne spijem, točno na pole, zludi ga dizelboj. Da zgin domov, pokaže ketno, da bi ja ne se usral.
Hvala. Je nič, mi imamo še en komad. Pa smo pa zaključili. Pa pride Mo, pa še Marjana Trenč. Spreminjam oblike na svojem telesu. Iščem poteze v naših očeh. Prazne praznine, tvoje in moje, ne gledam, ne čutam, ne jem. Ostali smo sami na močni jutru, spremenjeni, a isti, čisti v mislih. Težke navade, ne nova sopota, so iste skrbi, da rešite večni. V morje zginem, v mraku se vrnem. Stali smo sami, nemočni jutru, spremenjeni, a isti, čisti v mislih. Težke navade, ne nova sopota, so iste skrbi, da rešite večni. Hodiva mimo živali, ljudi, eni drugačni, drugih več ni. Sedijo v vrstah, čakajo konec. Bo konec za vse? 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 Konec vse! Bo konec vse! Bo konec vse! Konec za vse. Hvala, Maribor.
Gre, komod. Kaj daljši? Aha. Pride oni sami. A, ti si prvi? Ja, vse komod narešeš, šukec. Ja. Vse pred kamero, lahko to je pije samo na Šalca? A ne, ti, te, on to reče. Pa nas ti na filme nam, ne znam. Čakaj, kjer je moj del? Dela. Kaj tak? Kaj pa zdaj? Zdaj? Zdaj je v redu, če tak? Dobro, okej. Pridejo. Hitro. Čakaj, en je že bil tu, ja, drugi? Greš ti za kamero bezo ali te bo treba? Kamera. Šalca, povej mi, ko lahko. Torej, spoštovane alternativke in alternativci, v tem času, ko se naslednja zasedba pripravlja na svoj nastop, se bomo pogovorili z manijaki oziroma maniacs, ki so pravkar končali svoj nastop. Lepo pozdravljena. Torej, kako se vam je zdaj live stream? Ste zadovoljni? Bomo si mikrofon podajali, imamo samo enega, ja. Ja, drugače samo nastopom smo kar zadovoljni, mislim, da je bolj relativno dober. Je pa nekaj novega, no. Prvič v bistvu imamo zdaj live stream in ja, neka nova izkušnja, malo drugače, ampak dobro, zanimivo. V bistvu jaz sem bil ful bolj sproščen, ne. Tako ful bolj. Ponavadi, če je folk, veš, me malo stisne in pol nisem tako sproščen. Koliko pa je pravzaprav drugačen nastop, ko pred seboj oziroma pod seboj nimaš publike in tiste povratne informacije oziroma povratne energije? Ja, je drugačen nastop, no. Mislim, če imaš od publike nekaj feedbacka, že tudi danes, ne, pač en par je nas le tukaj, ne, in pa če eden malo tam nekaj zaplaska, pač dobiš en feedback nazaj, ne, dobiš pač nekaj nazaj in ne vem, zame je bilo, no, jih malo drugače. Je boljš, če je še publika spodaj, no, pa koliko jo je, dosti. Da tebe vprašam malo drugače, si dal enako energije v nastop, kot sicer brez publike zdaj, ker verjetno publika te še dodatno dvigne? Ja, mislim, jaz sem dal danes več, kot ponavadi. Težko ti rečem zakaj, ampak v bistvu veš kaj, ne, mi zmeraj, ko imamo koncerte, nas je ful kolegov, pa zmeraj, ko pridemo, jih je ogromen zraven in nekako imamo zmeraj nek feedback od prijateljev, ne. Tako da danes je v bistvu tudi, kar se tega tiče, isto. Tako da meni je bilo super. Maniacs.
V čem pretiravate, da ste manijaki? Ja. Ja, ne vem, mislim, verjetno tamo, da pač mal na vsake toliko cajta mal poređamo, no, tako. Verjetno je to tej menjak si pač pridejo ven. Ne vem, imaš ti kakšno drugo? Ne. Ali pa dobro, recimo, da na kratko predstavite vašo zasedbo za vse tiste, ki so vas nocoj slišali prvič. V bistvu mi že ful dolg igramo, tako od 2010. Sam smo bili takrat še ful mulci in pa smo tako počasno nastajali. Zdaj recimo, da smo se spet nekaj prenovili. Basist je šel, Andraž je rep, super tip, ampak je... Zdaj imamo Urbana Cigaleta, ki je v bistvu routerski basist. In zdaj špilamo naprej v taki postavi in imamo nove cilje sedane. Ok, punk rockeri, ne? Kaj vas je tako pritegnilo pri punk rocku, da ste se odločili, da ga preigravate tudi sami? Ja, po mojem glavni vpliv so bolj prisluhnimo tišini. No. Pač en routerski band, ne, ker je bil kar v bistvu dosti uspešen. No. In danes smo tudi nekaj od njih zaigrali, no, in mislim, da so bolj oni glavni ta vpliv na to, da mi zdaj podobno špilamo, malo drugače, ampak ja, v bistvu oni so nam bolj, mislim, da glavni. Okay. Kaj pa bi pravzaprav z vašo glasbo, udejstvovanjem dosegli? V bistvu pač radi bi se čim bolj približali neki določeni publiki, se pravi, večina je se pravi mladini, ja ne, ampak ne vem, v bistvu mi špilamo. Fajn se imamo. Okay. Samo še to, ker kolikor vidim, so naslednji že pripravljeni, ne? To je gospa Marjana Trenč, ali gospodinčna, kakorkoli. Samo to me še zanima, radi bi se približali publiki, zdaj glede na to, da koncerti niso dovoljeni, razen v takšni obliki, kot jo spremljamo nocoj, morda ta čas izkoristite za izdajo kakšnega albuma, EP-ja, videospota. Ja, videospot ne vem, če pride. Drugače pa nekaj snemamo, no, tako da ne vem, pač poglejte nas na Facebooku pa na Instagramu, mogoče se kdaj kaj najde. Drugače pa ja, počas delamo, no, tako. Bo, enkrat. Kdaj pa ne vem. Ja. A mogoče ti veš. Mi smo tako katulija, veš. Tako, vse čaka, vsi ful čakajo, ono, daj album. Pol zdaj bo, čez 10 let bo. Ok, torej to sta bila Matic in Žiga iz zasedbe Maniacs. Ok, torej na odru pa že pripravljeni Marjana Trenč. Izvolite, uživajte.
ampak predvsem je bilo odlično, če sem se spomnil na... Če dela zvok, to si htel probati? Reči kdaj? Ok, Marjana Trenč, bravo. Definitivno ste navdušili mene, pa sigurno še koga. Namreč redkim uspeva, da brez vokala navduši, oziroma da vokala ne pogrešaš. Ne? Jaz sem se spomnil na band Intronaut in že zaradi tega, ko sem se spomnil na tisti band, ki ga sicer že nekaj časa nisem poslušal, ampak ja, spomini in vse, tako da najprej hvala. Kot drugo pa me zanima, kdo pa je gospa Marjana Trenč in kako je bilo na live streamu brez publike? Tja, gospa Marjana Trenč je v bistvu, kako bi rekel, morje, v bistvu ena riba, ja, ki pluje po tem morju, v tistem jarku, ne. In mi smo jo ujeli in smo rekli, zdaj bomo pa mi band naredili. In smo naredili band, ne. Brez publike igrati je bilo pa, ne vem, presenetljivo dobro, no. To je itak prva izkušnja, ki smo imeli brez publike, tako da, ne vem, mi smo uživali, jaz sem, no. Za ostale, ne vem. Itak, tako da, the best. Se pravi, da gre tudi brez tiste energije in vibe, ja, feedbacka? No vem, jaz sem si predstavljal, da je neki folk od spot in pač malo zaplavaš, pa je to. Ok, ja, mislim, ste zanimivi in malo drugačni, pa me zanima, kako bi sami opisali vaš slog oziroma katera modna znamka ali modni slog bi najbolje opisal vašo glasbo? Izvoli. Naš prijatelj Crazy Duck. Kaj pa vas sicer, kakšna glasba, katere zasedbe vas sicer privlačijo, kadar niste na odru, ko ste doma, ko se sproščate, ko ste žalostni, ko ste veseli? Tu pa jaz mislim, da vsak malo po svoje, no. Je od Jana Plestenjaka po moje, kje do Amenra, pač vsak ima nekaj svojega. Tako da po moje, ja ne vem, lik skupaj ne poslušamo veliko muzike, se mi zdi. Bolj jo delamo. Tako da skupna muzika pa rečemo, ne vem, po moje kakšni Tuli so po moje vsem tako kar dosti blizu. Pogodi za Astronaut so tudi kar en izmed teh bendov, ki pa mi pa zmanjka besed. Kaj pa vas je sicer inspiriralo ali pa pritegnilo, da ste se začeli ukvarjati z glasbo in jo imati verjetno kot nek medij, skozi katerega se izražate? Ja, mi prihajamo iz Rod pri Logatcu, ne, tako da neka druga opcija je bila, da se pridružimo gasilskemu društvu. Tako da smo zato potlej začeli glasbo ustvarjati. Že od malega smo tudi sodelovali v drugih zasedbah. Je pa ja, zabavno, pa malo greš po Sloveniji, pa špilaš, koga srečo spoznaš. Zdaj sicer main, ne, ker ni publike, ampak ja, nekako tako, ne. Ustvarjalno preživeti čas in tako. Je fin hobi. Ok, kaj pa pravzaprav si želite, da si vaši oboževalci zapomnijo o vas? Po moje, jaz mislim, da najbolj pač želimo, da pač muzika ostane, pač, da jo bo še kdo pa poslušal, sicer moramo še kaj posneti, kar je zdaj v planu v kratkem, da bo prišlo malo kakšna stvar ven. Sicer ne bomo prehitro obljubljali, da ne bo kaj šel narobe. Ampak ja, prvo kot prvo je ta glasba pomembna, da gre od nas. Pa upamo, da čez čas, da se bo kakšen šov pokazal, ne, pa tako. Da bo tudi vizualno ostalo ljudem v glavi, ali ja, v glavi.
Ok, ko smo ravno pri šovu, se pravi koncertu, biti na odru je kot Sreča. Pravljica. Ringelšpil. Riba v vodi. Ok. Počasi se bližamo koncu. Mogoče me zanima še samo to, katera je bila do zdaj največja težava, na katero ste naleteli kot glasbeniki, kot zasedba Mariana Trench? Jaz mislim, da največ težav na koncertih nam je povzročil. Sej ni, večino špilov smo imeli ful dobrih, samo en špil je bil pa recimo, predolgo smo čakali, pa je bolj malo preveč kapljic alkohola. In mislim, da to je največja težava, ki smo zaenkrat srečali na naši glasbeni poti. Ok. In čisto na koncu še vprašanje, na katerega ste si že od nekdaj želeli odgovoriti, pa tega vprašanja nikdar niste dobili. Aha. Okay. Ja, recimo, lahko bi kdo večkrat vprašal, da se dobro počutimo. A se dobro počutite? Vrhunsko. Ok, hvala. Torej, to je to za nocoj, spoštovane alternativke in alternativci. Vidimo se spet v ponedeljek, ko bodo z nami in z vami. Bezo, ti poznaš, kako se imenujo? Mhm. Čiko, se strinjaš? Mhm, torej Mhm v ponedeljek ob 20. Na kanalu na kanalu Pekarna in Alter Radio. Gustav Pekarna. Do takrat pa uživajte in ostanite alter.